Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v torkovem popoldnevu in seveda ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Report. Kot že vsak teden ste nekako vajeni, da prinašamo aktualne novice o tem, kaj se v mestu Maribor in nazadnje v njegovi okolici dogaja. Prav tako vas tudi radi povabimo na takšne in drugačne dogodke. Jaz upam, da ste preživeli krasen Martinov vikend, da ste si privoščili katero izmed Martinovih jedi, se veste, rdeče zelje, paračka, pomlinci in tako naprej, ter da ste seveda poskusili tudi kakšno kapljico vina, ki se je spremenilo iz mošta. Sedaj pa nekako k aktualnim temam, ki se jim bomo danes posvetili v oddaji Report. Za začetek vas bomo povabili na okroglo mizo s tematiko poslovno mreženje in brand za direktorje, ki se bo zgodila 21. novembra, kaj več pa seveda v nadaljevanju, v naslednjih minutah skupaj z sogovornico gospo Simono Lobnik-Ambrožič. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kot že rečeno, torej pripravljate okroglo mizo na tematiko poslovnega mreženja in branda za direktorje. Kakšna je osnovna tematika te okrogle mize? Ja, naj povem, da je ideja nastala iz naše osnovne dejavnosti, se pravi, mi smo podjetje, ki zelo veliko delamo z enimi najpomembnejšimi podjetji v Sloveniji na področju razvoja zaposlenih, vodstvenih veščin, komunikacije, vse z psihodinamskega vidika. Tako je nastala tudi revija Direktor. In nekako logično nadaljevanje te naše revije, ki že tretje leto enkrat mesečno izhaja, je v bistvu tudi, da naše naročnike, pomembne goste, direktorje, predvsem z tega našega konca, odkoder izhajamo, povabimo na eno tako srečanje, druženje, preplet dobrih praks, zanimivih poslovnih zgodb, vodstvenih veščin in vsega ostalega, kar direktorji dnevno uporabljajo in seveda tudi potrebujejo pri svojem delu. Tako smo se odločili, da v tem skoraj že koncu leta ali pa nekako na nek način predprazničnem času povabimo direktorje, vodje in vse, ki jih vodenje zanima, da se podružimo, da malce razmislimo o vsebinah, ki se nas vseh tičejo in na nek način zaokrožimo to naše srečanje. Katere sogovornike pa ste povabili v vašo družbo? Ja, na okrogli mizi, ki se bo zgodila, se bodo predstavili direktorji, ki so v bistvu na nek način že kreirali naše zgodbe, ki so bili naslovni intervjuji v naši reviji. To so gospa Olga Belec, ki je sicer lastnica hotela Diana, sicer pa državna sekretarka za Slovence v zamejstvu. Potem je to Gregor Rajšp, ki je direktor HR-a v podjetju Mercator, sicer pa predsednik Kadrovske zveze Slovenije. Potem gospod Gorazd Bende, ki je tudi direktor poslovne cone Tezno in moram povedati, da tudi naš soorganizator dogodka, dogodek poteka v organizaciji podjetja Evra, poslovne cone Tezno in pa revije Direktor. Potem je to Simona Mandl, center menedžerka Europarka Maribor in pa direktor Leka veterine gospod Kamenšek. V kakšni meri menite, da je pomembno, da ne nazadnje direktorji ali pa vodje nekaterih služb sodelujejo, da si izmenjajo neka mnenja, lahko rastejo s tem in razvijajo neko novo pot? Ja, pravijo, da ukolikor vodiš in čisto nič ne narediš za svoj osebni razvoj, pa vodiš leta in leta svoje zaposlene, da v bistvu imaš izkušenj za leto ali dve. Zakaj? Ker se je treba nenehno dodatno izobraževati, nenehno slišati dobre poslovne prakse, preplete idej, vprašati koga za kak nasvet. Skratka, nenehno pridobivati nova znanja, če želiš tudi sam osebnostno rasti. Se pravi, ni dovolj, da samo v praksi dan
dan za dnem preizkušaš in vodiš svoje sodelavce, ampak je fino tudi dobiti neke dodatne informacije, neka dodatna znanja, nova znanja ali pa samo potrditi, da si na pravi poti in da delaš dobro. In to je bil tudi naš cilj, zato smo se tudi odločili, da pripravimo en tak dogodek, ki pa ne bo samo okrogla miza, cilj je tudi umetnost v poslu, eno dobro zgodbo bomo predstavili, kako se da združiti umetnost, posel in uspeti ne samo na slovenskih, ampak tudi na tujih tleh. In cilj je, da na nek način se tudi malo pogostimo, malo podružimo, ne samo v formalnem, ampak tudi v neformalnem delu. Saj veste, posel sklepamo ne samo, ko sedimo drug nasproti drugega, ampak tudi v tistem neformalnem delu ob dobri kapljici pa ob kakšnem prigrizku. Točno tako. Se strinjam z vami popolnoma. Sicer pa, če nas sedaj kdo posluša takšen, ki bi se želel temu pridružiti, kakšni pogoji so, se je potrebno kaj prijaviti ali je na splošno odprtega tipa? Na vsak način se je potrebno prijaviti. Prijave zbiramo na pisarna afna-revija-direktor.si. Cilj je, da se podružimo tisti, ki dejansko vodimo, tisti, ki jih vodenje zanima, direktorji, menedžerji, vodje, skratka vsi, ki se čutijo, da je to tematika, ki jim je na nek način blizu. Odlično. Samo to še dajmo enkrat ponoviti, kje, ob kateri uri se bo to vse skupaj zgodilo. Kdaj so pa že povedali, ne? V sredo 21. novembra, 9:30 do 12:30, malo za zabavo, malo pa čisto take vsebine, ki vse vodje zanimajo, se pravi poslovno mreženje in pa branč za direktorje. Kje? V poslovni coni Tezno, v podjetju Menerga, tako da poskrbljeno bo za prijazno, lepo okolje, zabavo s profesionalnimi glasbeniki. Žrebali bomo take fine nagrade, ki jih bodo verjetno vsakemu direktorju zelo prišle prav, ker pa se zavedamo, da so pomembni čisto vsi, ki se bodo pridružili, pa bomo seveda pripravili takšna in drugačna darilca za čisto vsakega, ki se nam bo pridružil. Se pravi, ne samo, da bodo dobili znanje, ne samo, da bodo dobili nove kontakte, nove poslovne povezave, tudi kaj dobrega za prigrizniti in za spiti, pa še kaj za odnesti seboj. Odlično. Najlepša hvala za tale prijeten klepet. Vse dobro vam želim, seveda tisto sredo pa en prijeten dogodek, veliko znanja in pa veliko širjenja te pozitivne energije v svet. Hvala lepa in lepo vabljeni tudi vi. Hvala lepa. Drage gledalke, spoštovani gledalci, toliko torej za začetek. Vsi tisti, ki vas ta tematika zanima, ki ste v službi na takšnih in drugačnih delovnih mestih, ki zajemajo seveda te vsebine, ste slišali pisarna afna-revija-direktor.si, dajte se prijaviti in bodite del tega dogodka. Zagotovo se kaj novega naučite. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kajti tudi tukaj bo kaj novega in še več priložnosti za prijetne obiske. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Report. Kot že rečeno, prijetna družba ponovno na vaših malih zaslonih. Torkovo popoldne je rezervirano za našo oddajo in seveda rezervirano za prijetne zgodbe. In naslednja zgodba, ki prihaja, je zagotovo ena takšnih, prijetna, še posebej pa mi je všeč zato, ker je povezana z dobrodelnostjo in nenazadnje povezana z gasilci, katere sama osebno zelo spoštujem in menim, da je njihovo delo potrebno še kako ceniti. Zato v naši oddaji, v družbi oddaje Report, prav prijetno pozdravljam predstavnike iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj in pa seveda še enega mladeniča, o katerem bomo tudi govorili v naslednjih minutah, po imenu Tim. Tako da, Teodor, Tim in Tadeja, dobrodošli v naši oddaji. Živjo. Teodor, bomo midva nekako začela. Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj sem že povedala. Kaj lahko povemo o vas? Kdo ste? Kaj počnete? Tako. Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj je bilo ustanovljeno davnega leta 1870. To pomeni, da čez dobro leto praznujemo že 150-letnico obstoja. Skupaj z gasilskim društvom Ljubljana mesto in pa prostovoljnim gasilskim društvom Laško smo drugo najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji. Lahko rečem, da se enako
kot vsa društva v Sloveniji, se pravi gasilska društva, ukvarjamo prvotno z nalogami zaščite in reševanja. Društvo je sestavljeno iz 95 članov, ki opravijo na letnem nivoju okrog 220 intervencij. Usposobljeni smo za reševanje pri prometnih nesrečah, pri nesrečah z nevarnimi snovmi in seveda pri nesrečah požarov ter drugih naravnih nesreč. Se pravi, če tako povzamemo, gasilci Ptuja ste tisti dobri ljudje, ki priskočite na pomoč tam, kjer je potrebno, ali gori, ali pa kako drugače. Ste se zdaj v zadnjem času soočali s kakšnimi večjimi težavami? Ne vem, sedaj, ko je bil problem z naraslo vodo, z tem močnim deževjem, so bile kakšne težave v okviru tega? Ja, seveda, ptujski gasilci smo usposobljeni tudi za reševanje na vodi in kadar naša reka Drava takole zagrozi, da naraste nevarno, smo vedno vpeti v reševanje. Žal moram tokrat reči, da imamo težave predvsem z ljudmi, ki ne upoštevajo navodil, ki jih dajajo mediji in pa razne kako bi rekel, institucije, ki opozarjajo na umik na poplavnih področjih. Tako da je težava predvsem z tem, da ljudje ne upoštevajo navodil. Verjamem. Sicer pa ne samo, da pomagate, torej fizično, pomagate tudi drugače, s kakšno drugo noto, pa bova Teodor, če dovolite, predala mikrofonček Tadeji, ki je na koncu tele naše zofe. Tadeja, živjo. Torej, dobrodelnost je tudi tista, ki vas plemeniti. Na kakšen način ste se sedaj in v kakšni zgodbi odločili sodelovati? Ja, mi smo pred kratkim izvedeli za zgodbo o timu in takrat smo tudi s predsednikom bila skupaj in smo rekla, prostora imamo dovolj, naša osnovna naloga je, da pomagamo ljudem, zakaj pa ne? In smo se potem odločili za to akcijo. Kakšna akcija bo, kako lahko ljudje pomagamo? Ja, od 1. novembra do 15. decembra v prostovoljnem gasilskem društvu Ptuj zbiramo stare akumulatorje in pa papir. Zbiramo za tima, tako da se je že kaj nabralo? Kakšna je odzivnost? Ja, je se že nabralo. Obvestili smo tudi druga gasilska društva, tako da oni so nam zaenkrat rekli, da bojo zbirali v svojih društvih, pa nam potem pripeljajo v gasilski dom na Ptuj. Se nadejamo, da bo tega čim več. Mogoče poveva samo še to, kam lahko naši gledalci dostavijo, torej akumulatorje in pa star papir? Za gasilski dom na Ptuju. Zbirno mesto je označeno. Kadarkoli? Kadarkoli. V primeru, da je pa večja količina, je pa napisana tudi moja telefonska in se pokliče. Jaz sem zelo vesela, da sta vidva danes pripeljala tudi glavnega akterja s seboj, tako da, če dovolite, bomo še Timu predali tale mikrofon. Tim, naravnost iz Ljubljane v Maribor, je tako? Tako je. Kako se počutite na Štajerskem? Odlično. Odlično, seveda še posebej odlično zato, ker so Ptujčani ali pa gasilci iz Ptuja tako dobri ljudje, a ne? Res je. Tim, daj vam midva malce razložiti vašo zgodbo. Kako se vse skupaj začelo in zakaj pravzaprav danes potrebujete sredstva? Ja, zgodba je taka, da sem leta 2014-15 zaključil šolo in pol sem pač bil na Zavodu za zaposlovanje in v projektnem PUM-u, projektno učenje za mlajše odrasle, katere smo delali različne projekte, potem so me pač na Zavodu napotili še na podjetniško šolo, katero sem začel razvijati različne talente in se začel povezovati. Prva stvar je bila, da sem pač poizkusil, če v življenju lahko Tim začne peči palačinke, ker to je zelo težko obrniti palačinko, sploh pa z mojimi rokami. In potem sem potrkal na različne mladinske organizacije in prvo so me tako lepo pogledali. Prvo sem jaz njihov predlog poslušal, potem sem pa jaz pač bil kulturen in povedal svoje in rekel, lejte, imam jaz boljšo idejo, zakaj ne bi jaz na vaših dogodkih pekel palačinke. In potem smo pač že več kot 100 dogodkov, do danes imam že za sabo in tako pač tudi s palačinkam
delam promocijo s mojim kolegom in sebi, da se da nekaj pač narediti iz svojega življenja. In na to smo pač v lanskem letu, je bilo meni ful dolg čas polet in nisem vedel, kaj početi. In sem se spomnil, da bi lahko, pač, ker si od Ljubljanske kolesarske mreže sposojam kolo, zakaj ne bi izbral star papir, ki sem ga že od majhnega zbiral in ga zbral toliko, da si lahko kupim pač svoje novo kolo. Se pravi, tale izkupiček, ki ga boste dobili skupaj z gasilci Ptuj, bo namenjen za novo kolo? To je pač, to kolo, ki govorim, je tovorno kolo. Kolo, pač sredstva, ki so pa bojo gasilci zbirali, ki jih zbirajo, je pa namenjeno za kolo, ki pripravlja smutije. To pomeni, da se usedeš na kolo, v zadnji imaš mehanizem, na katerem je blender, v posodo daš zelenjavo ali sadje in potem pač poganjaš in se vrti v zadnji in spiješ. In se naredi smuti, Tako je. ki je seveda zdrav za naše telo in je bolje kot karkoli drugega, ne? Ja. Odkot ideje, Tim? Ja, hočem izstopati. Hočem celo življenje že hočem biti v pozornosti in celo življenje hočem izstopati in tako, kot pravim, drzen sem jeti na svoje, tako kot drzen sem jeti, ne vem, ne glih na Prešernov trg v Ljubljani, ampak na dogodke, ki so mladinske narave in ponuditi stvar in probati, če to deluje. Je pa tako, da ta kolo Smoothie Bike že si sposojam od enega društva in vem, da to pač ljudje... Da je učinkovito. Ja. Kakšna pa je vrednost takšnega kolesa? Med 3 in 6 tisoč evrov. Tim, jaz držim pesti, da bo to vse skupaj uspelo, da bomo na ta način vsi skupaj pripomogli in vam uresničili to željo in si potem koristno kaj obetali tudi od tega, če drugače nekakšen smuti tukaj le sem, v naš studio, a velja. Bova predala še mikrofonček nazaj. Teodorjo, zakaj odločitev ravno za Timovo idejo, zakaj ste se odločili, da mu pomagate? Poglejte, gasilci smo tako v naravi tisti, ki moramo pomagati ljudem. Ponavadi pomagamo ob požarih, naravnih nesrečah in drugih nesrečah. Mi smo rekli v društvu, zakaj ne bi pomagali enkrat tudi na takšen način. Tudi gasilci zbiramo sredstva, prostovoljna sredstva, ki nam jih prispevajo občani in vemo, kako težko je priti do takšnih sredstev. Zato, ko smo slišali za tole Timovo zgodbo, za njegovo iskrenost, za njegovo željo, smo rekli, tukaj moramo pomagati. Sem zelo vesela, da je tako. Želite še kaj dodati? Smo kaj pozabili povedati? Je potrebno še na kaj opozoriti, povedati? Smo v glavnem zajeli to, kar smo želeli, a ne? Jaz se vam na tem mestu lepo zahvaljujem za vaš obisk. Hvala, da ste prišli. Vse dobro. Čim več zbranega papirja, akumulatorja, vsega tega, kar je potrebno in pa seveda Tim vse dobro na nadaljni poti. Hvala lepa. Hvala. Zelo prijetna zgodba, dajmo pomagati, da jo uresničimo. Torej, kot ste slišali, gasilci prostovoljnega društva Ptuj zbirajo stare akumulatorje in seveda star papir. Verjamem, da je tega pri vsaki hiši veliko, vsakodnevno prihajajo takšne in drugačne papirnate stvari v naš poštni nabiralnik, tako da dajte pomagati. Lahko dostavite stvari seveda v prostore gasilskega doma Ptuj, tako da bodite del te zgodbe. Ne nazadnje boste imeli prav prijeten občutek, ko boste vedeli, da ste za nekoga naredili nekaj dobrega. Stanite z nami še naprej. Dobrodošli v družbi oddaje Report. Nadaljujemo z še eno posebej prijetno temo. Vse veste, ko jaz rečem posebej prijetno, to pomeni, da je meni še kako dobro pisana na kožo. In tale mi je, kajti resnično
nekaj priljubljenega se je pridružilo v mojem studiu. Dovolite, da mi in tudi Boris ti mi dovoli, da najprej pozdravim psičko Rino, ki je prišla. Rina, živijo in dobrodošla pri nas, poglej, kako lepo pozira, in pa seveda tvojemu lastniku, gospodu Borisu Šefu. Boris, pozdravljen. Pozdravljene, Špela, ti tudi. Lepa hvala, da ste prišla, zelo sem vesela in Boris, mi da bova danes govorila o psih, kako pak drugače, in bova začela na začetku, tako kot je prav. Kakšna je pravzaprav tvoja zgodba in zgodba psov? Ta zgodba je res zanimiva, ta sega iz rane mladosti. Pri 7 letih sem si zaželel psa. Mami sem rekel, da ne bom šel v šolo, če ga ne bom dobil. Dobil sem nemškega ovčarja, katerim je takrat živel 16 let, potem sem že bil odrasel fant, ko mi je kuža umrl, to je zelo hudo. Malo prej smo se o tem pogovarjali. Na to, tudi v vojski sem delal z psi, me je ljubezen vse skozi spremljala. Na to sem si kupil Dobermana, z njim dosegel, kar je bilo možno. Spet sem zgubil tega psa, sem si nabavil Cane Corsa, sicilijanskega mastifa. Danes imam pa tole ljubezen zraven, ta je pa družinski, tega je pa moja punca si kupila za rojstni dan, takrat, če ni bila moja punca, se pravi samica Rino. Danes je pa družinski in je last obedveh nas. Ali lahko rečeva, da je katera izmed pasem težje za vzgajati kot pa druge? Lahko izpostavljava kakšne pasme, ki so bolj zakomplicirane? Vsekakor. Obstajajo službene pasme, obstajajo športne pasme in službene pasme, recimo nemški ovčar, se strokovnjaki pogovarjajo na celem svetu, da je to Mercedes med psi. Belgijski ovčar, holandski ovčar rečejo, da je Ferrari med psi, pomeni, da je hiter. Obstajajo pa športne pasme, ki so pa malo težje dojemljive, ampak z časom, recimo to so razni terierji ali pa tudi lovske pasme, ki pa v klasičnem šolanju malenkost težje gre, ampak da se pa na dober način dela, absolutno ja. Na kakšen način, Boris, ti pomagaš vsem lastnikom psov? No, naš način v naši akademiji je zelo zanimiv. Mi striktno delamo samo na igri, z igranjem, želeni predmeti, ki ga ima pes rad, plen, skratka, žogica, svitki, žaklovine. Podobno naredimo, da je plen živ, da se pes na tem sprošča, in ko pes osvoji igro, ker to je največja umetnost, najprej psa naučiti igrati in pa vodnika, kasneje ga pa s to igračo potrjujemo pri ostalih vajah. In potem teče postopek nemoteno. Pes dela živahno, pozoren je na vodnika. Hrane pri nas ne uporabljamo, kvalitetno hrano pes po kvalitetnem treningu je doma. To je naš način dela. Zelo zanimivo. Kdaj pa je pravzaprav pravi čas, da se vpišemo, torej tako lastnik kot seveda pes, v takšno šolo, da si naberemo dodatno znanje? Temu bi rekel takole, da že mladega psa je fino pripeljati kar hitro, ko se ga vzame stran od mame, ko je že tisto rahlo socializacijo, rahlo vzgojo dal doma, je fino pripeljati na društveno vadbišče, da se spozna z drugimi psi, da spozna določene navade, da ga naučimo igranja. Skratka, da ima ta kuža mladost, da odrašča, dejansko tako je šel razvoj skoraj pri nas, vrtec, mala šola, šola, fakulteta in tako dalje. Približno podobno, mi ne moramo psov istovetiti z nami, ampak nekaj proces šolanja gre takole. In tečaji pri vas se bodo začeli ponovno spomladi, ne? Ja, zdaj ga zaključujemo z 1. decembrom, imamo slovesen zaključek vseh članov akademije. Kako bo potekal, vse nas zanima. Zelo, bom rekel, čisto, preprosto, naredili bomo en dober golaž. Krasno. Tudi za vegetarijance bo skrbljeno in pa nazdravili si bomo v tem. Nas pa že čaka delo, ker bomo delali prometno mrežnico v januarju in februarju. Imamo pa predvidenih 8 treningov v mestu pod mojo kontrolo. Pomeni, to je kar odgovornost. 30-40 psov v mesto, nekdo jih mora usmerjati in voditi. Kasneje pa začnemo marca z spolnodanskimi tečaji. Danes slišimo takšne in drugačne zgodbe, nekatere bolj žalostne, druge manj. Kako pravzaprav se vi spopadate tem ali pa kaj svetujete, na kakšen način bi lahko rešili čim več psov? Zavetišča so polna, ljudje zelo grdo ravnajo z psmi in tako naprej. Kaj menite o tem? Vsak, ki si psa nabavi ali omisli ali kakorkoli, je dolžan in biti svesen, da za njega skrbi. Ne, da postane kuža modna muha, ker je pač nekdo videl to na filmu,
ali kakršnokoli v trilerju ali kjerkoli in zdaj ima ta kuža všeč, potem pa postane breme staršev, breme družine, pa potem se še nekdo s tem ne more ukvarjati. Tudi če je človek preveč zaposlen, tudi ni, za psa je treba imeti čas. In tu nastane problematika, da potem pse zavržijo. So pa tudi zavrženi z drugačne, bolj krute stvari, ki se dogajajo. Žal, v človeško glavo je težko posegati, ampak pravim, vsak človek, ki se odloči za psa, mora biti svesten, da bo za njega skrbel in tudi ga negoval in če bo potrebno, ga tudi zdravo in ga šolal. Ali se lahko na vas in na vašo akademijo obrnejo tudi tisti, ki še nimajo psa, pa si ga želijo nabaviti, kupiti, pa ne vejo točno, katero pasmo, kako se sploh soočiti, kakšni so začetki, lahko tudi tisti pridejo do vas in prosijo za nasvet? Absolutno. Pri nas dajemo nasvete. Skratka, jaz sem sodnik mednarodni in tudi poznam pasem skoraj 1200. In tudi opredelim pasmo vsako posebej in jo poznam. In zelo z veseljem nekomu svetujem. Vprašam ga, kak živi doma, kak družina, ali je velik prostor, ali je mali prostor, ali v omejenem stanovanju, ali pes, kak živi. Mene to vse zanima. In potem, ko mi reče za eno pasmo, jaz pač povem, ker imam izkušnje s tem. Katere pasme pa so najbolj zaželene v našem prostoru? Po katerih je največje povpraševanje? Povpraševanje? Dobro, nemški ovčar je bil dolgo popularen. Potem je bil en čas Doberman modna muha. Da rečem manjše pasme, King Charles Cavalier je izredno priljubljen, pol Boston Terrierji so priljubljeni, Bulldogi so priljubljeni, tudi Staffordski Terrierji in pa Pitbulli so priljubljeni. Skratka, zelo ljubeznivi psi, ampak treba znati delati tudi z njimi in jih socializirati pravilno. Tako, in zavedati se je treba, da... Yorkshire Terrier je zelo popularna, špici recimo... Čivave še vedno? Čivava je popularna, zdaj vidim, da je tudi dolgodlaka čivava, je zelo popularna. Kar je zanimivo, nekdo to ne pozna, če ne vidi. Tudi Boston Terrierja, francoskega Bulldoga so ženi zamenjali. Boston ima manjšo glavo, Bulldog ima malo večjo, francoski. Pa reče, gled Bulldoga, ne, jaz nekaj, to je Boston Terrier. Zelo zanimivi psi. Pa Jack Russell popularen, ne. Skratka, kaj je bilo v filmski industriji, tudi Akita popularna, ne, od Hachiko filma dalje, skratka, Mask film, Jack Russell bil modna muha, Doberman Gang, ko je bil film, ko so banko Dobermani Evrop, takrat je bil Doberman 5 let top. Ampak verjetno je treba biti tukaj resnično pozoren na to, kakšen prostor mu lahko nudiš, koliko časa, ne nazadnje mu lahko nudiš, koliko gibanja in vse skupaj, a ne? Je pa še nekaj, ne, tudi ena stvar, ki jo jaz srcem povem, ne samo, da imamo zdaj psa za delati, pes ti mora biti prijatelj, moraš ga znati tudi razvajati. Ne bom zdaj ravno rekel, da mora spati z nami na kavču ali kakorkoli. Po potrebi tudi, če si mi to zahočemo ali pa on, nemo tega stran, ga zmasirati, to psu pa še. Skratka, ga razvajati v enih stvareh, potem bo pes zelo to cenil. Kako pa mi psa zavržemo, nimamo časa za njega. Potem tudi pes on tudi tega ne vrne, on vso dobroto vrača, pes pokaže vse. Pa v kradu mi ne bo nič, ne, razen če ne bo kaj na mizi ostalo, tiste pa lahko njegov, če si je že vzel za pojesti. Res je. Kje lahko v vaši akademiji preberemo kaj več? No, mi imamo spletno stran, Akademija delovnih in šolanih psov Maribor. Skratka, tukaj je kompleten repertoar, tudi način našega dela, tudi vse dejavnosti. Mi smo akademija zaradi tega, ker tudi strokovni kader šolamo. Od sprehajalce, tudi priprava inštruktorja, priprava markerja za izpit, tudi priprava sodnika za izpit, zato smo akademija. Odlično, jaz sem zelo vesela, da ste danes prišli, da sta prišla oba in da smo vas lahko spoznali, torej akademijo, Boris tebe in pa seveda Rino. Je še kaj takšnega, kar želiš povedati, sva v glavnem zajela vse? Jaz mislim, da ja, ampak se pravim, skoraj časa, včasih premalo. Tu bi lahko debatirali, čim je pes v igri, ogromno časa. Dejstvo. Jaz se vama zahvaljujem za vašo družbo, vse dobro, verjamem, da si tisti gledalci, ki jih bo zanimalo, kaj več bodo vprašali strička Googla, pobrskali po spletni strani, vas poklicali in tako naprej. Lepa hvala, vse dobro in pa še na mnoga leta bom dejala. Špela, tebi tudi hvala za povabilo. Srečno. Še ob mnogih priložnostih. Tako, hvala lepa. Takole, ena krasna zgodba je bila tole, psička Rina v naši družbi in pa seveda debata o psih, tako ali drugače. Še ostanite v naši družbi, prihajamo z zanimivimi tematikami, saj veste, znani smo, da vas tudi kam povabimo in to bomo storili tudi v naslednjih minutah.
Dobrodošli nazaj v naši družbi. Nekaj minut nazaj sem zaključila v tem smislu, da vas bomo ponovno kam povabili. Seveda bo sedaj sledilo vabilo, se veste, nizamo različne dogodke, ki se dogajajo tako v Mariboru kot v njegovi okolici. In naslednja tematika je zelo zanimiva za tiste, ki se radi ukvarjate s športom, profesionalno ali manj profesionalno. Nenazadnje vemo, da je kakršnokoli ukvarjanje s športom ali rekreacijo pomembno za telo, za razvoj, za duha, v tem stresnem življenju pa še posebej. V oddaji Report pozdravljam Kristjana in Jana, ki prihajata iz vrst podjetja Proteini.si. Dobrodošla v naši družbi, hvala, da ste prišla. Danes bomo torej kaj več povedali o športni prehrani, ki jo Proteini.si proizvajajo in seveda o dogodku, ki ga tudi pripravljate. Torej, Jan, kaj lahko povemo o podjetju Proteini.si? Kdo ste? Ja, Proteini.si je podjetje večjih proizvajalcev športne prehrane. Imajo tudi svojo znamko, kot tukaj vidimo, Proteini.si, Natural Way, kot v slovenščini sirotka. Večina se ukvarjamo ne za športniki, ampak temveč za ljudmi željni po spremembi, boljšemu počutju in boljši vsakodnevni prehrani. Saj pač se temi izdelki, kaj jih tukaj vidimo, zelo na lahki način pridejo do več beljakovin, več vnosa omega-3, nekateri tudi magnezija in vitaminov. Zakaj je pri športni obremenitvi potem potreben to vrsten vnos teh sestavin? Zakaj to telo potrebuje oziroma priporočate ta vnos? Ja, zdaj to gre predvsem za športnike, kateri trenirajo vsaj 3-krat na teden. Rabijo še tega vnosa beljakovin še več, saj je mišica utrujena in vsem znano, mišica tudi potrebuje hrano in to je dobra hrana. Zdaj ponavadi hrana za mišico so dejansko beljakovine, to je pri nas whey sirotka, v trgovinski hrani pa je to seveda meso, jajca, skuta, ljudem bolj znani izdelki. Kaj pa v primeru tistih, ki ne uživajo živalskih snovi? So pa seveda tudi prodajamo, imamo na asortimaju. Ja, imamo na prodaj tudi rastlinske izvore, kot je grah, riž in pa soja. Krasno. Kristjan, in vse možne odgovore boste seveda podali to soboto na dogodku, ki ga pripravljate v Mariboxu, pa kar dajte vi povedati kaj več. Ja, zdaj Jan super omenil, kaj dejansko pravzaprav imamo v naši trgovini. Več ali manj imamo samo prehrano, ki se pač nahaja v taki obliki praha, ki smo jo ljudje malo manj vajeni. Velika težava teh izdelkov je, da je več ali manj vse v takšnem pakiranju, ki se jih malo ljudje ustrašijo. In to je ena tudi izmed tem, katerih bomo imeli v soboto, ker bomo malenkost bolj predstavili te izdelke širši javnosti, zato da ljudje nimajo toliko straha pred dejansko dodatki, da si lahko mi našo hrano popestrimo na ta način, da telo dobi vse tisto, kar potrebuje. Zdaj, moja tema na tem izobraževanju bo pravzaprav, kako ustvariti navade, da lažje pridemo do nekega cilja, katerega si zadamo. In tle lahko dodatki igrajo to veliko vlogo, ker nam precej olajšajo dejansko nahraniti telo s tistim, čimer potrebujemo. Ker velika težava pri ljudeh je, da dejansko ne vejo, s čim se prehranjevati, kje začeti, ogromna je količina informacij in to pravzaprav mi ljudem v trgovini želimo povedati. In takoj, ko se začnemo pogovarjati, koliko dejansko nekdo nekaj potrebuje za dosego željenega cilja, vidimo, da je prek klasična prehrana to relativno težko. In potem si s temi dodatki pomagamo, ker en takšen odmerek, ena merica teh beljakovin je zelo podobno kot en piščančji zrezek. Ali pa 200 gramov skuta in dostikrat si ljudje s pomočjo dodatkov ustvarijo obroke. In kar je najbolj pomembno pri teh obrokih, da v bistvu nas lahko pride nekje okrog 70 centov. Se pravi, da na zelo enostaven način nahranimo telo s tistim, kar potrebujemo in vse to je zelo ugodno potem na dolgi rok. Kdo bo na sam dogodek vabljen? Ja, se pravi, vabljeni so pravzaprav vsi, ki se želijo naučiti nekaj novega. Kar se tiče dodatkov, kar se tiče življenjskega stila,
pravzaprav, kdor ima tisto željo po nekem novem znanju, vsekakor vabljen na ta naš dogodek. Pričelo se bo vse skupaj nekje v dopoldanskih oziroma jutranjih urah? Ja, začeli bomo ob 9, tako da zbiranje nekje od 8 ure zjutraj v Mariboxu in potem bo dejansko vsako uro nova tema na samem predavanju. Jan, kje pa lahko vaše izdelke vse najdemo v Mariboru, če se sedaj nekako omejimo, glede na to, da smo na tej lokaciji? V Mariboru imamo 2 poslovalnici. Ena je v Mercator centru na Taboru in pa v Europarku, v prvem nadstropju pri Moreli in Teti Fridi. Ali poteka tudi spletna prodaja, zagotovo? Ja, imamo tudi na voljo prek spleta, ampak mi več ali manj želimo ljudi, da pridejo v naše trgovine, da jim lahko več o tem povemo, ker predvsem je naša želja ljudi naučiti v osnovah prehrane, da se lažje spoznajo z dodatki. Torej, če sem sedaj jaz potencialni kupec, pridem v trgovino, pričakata me Jan in Kristjan, kaj bi mi vidva svetovalo, oziroma kaj bi me najprej sploh vprašala, da bi vedela, kako svetovati? Najprej verjetno, kakšne so vaše želje, zakaj je vaš prihod v trgovino. Na to bi nadaljevali po vaših željah, kaj ste vi povedali, če je to vaše boljše počutje, ali je to vaše, ne vem, boljša postava. Jaz želim shujšati, ukvarjala se bom s športom, kaj lahko kupim kot prehransko dopolnilo? Ali pa na kaj moram biti pozorna, previdna, ne vem. Ja, se pravi, ljudje, ko pridejo k nam, dejansko zberajo dodatke, tiste, katere v klasičnih trgovinah niso kupili oziroma so pozabili. Več ali manj so to ponovadi beljakovine, ker imamo tega najmanj, ker je to relativno težko doseči. In ponovadi z ljudmi tu začnemo, ker kadar je želja po preoblikovanju postave, igrajo beljakovino ključno vlogo, ker nam dajo tisto sitost, ki jo potrebujemo čez dan, nahranijo naše telo, da se mi tudi dosti boljše počutimo. Na končni fazi tudi prenesejo k temu lažjemu preoblikovanju telesa, tako da ponovadi se tu začne. In potem vse, kar posamezniku manjka, lahko dopolni. Dostikrat, če ne jemo pogosto rib, je omega-3 zelo priporočljiv dodatek, spet za to boljše počutje, ki ga želimo. Kaj opažate, je veliko takšnih, ki se zatekajo k vam, je veliko takšnih ljudi, ki zadnje čase dajo pozornost na prehrani, ki želijo zdravo telo, ki se želijo dejansko preoblikovati tudi miselno, da jemo tisto hrano, ki jo lahko uživamo in da obstaja hrana, ki ni najbolj dobra za naše telo? Ja, definitivno, saj pač ljudje se vedno bolj ozaveščajo dejansko, kaj mi prodajamo. In tako sem že prej povedal, zelo malo imamo športnikov. Večina ljudi imamo z željo po neki spremembi in zato vedno bolj se ozaveščajo, da hrana v prahu ni nek bav, katerega ne bi poznali. Saj recimo, lahko bi primerjali sirotko z otroško prehrano. Nadomestilo materinega mleka, naprimer, če mama otroka ni morala dojiti, je imela sirotko za ta nadomestek. Tako. Torej, beseda bo na takšen način tekla, predvidevam, da tudi v soboto. Ja, vsekakor. In tukaj me zanima, če je potrebno prisotnost predhodno prijaviti, potekajo kje kakšne prijave? Ja, v naših trgovinah dejansko prodajamo vstopnice, ena vstopnica je 4,99, vendar za to ceno vsak dobi darilo. Tako da je zgolj simbolična cena za to, da si rezerviramo mesto, ker so mesta omejena potem. Je potrebno še kaj povedati? Smo še kaj pozabili? Kaj dodati? Predvsem želimo povabiti vse ljudi dejansko na ta dogodek, ki imajo željo se nekaj novega naučiti. In pa naj jih ne bo strah priti tudi v trgovino z željami po spremembi. Tam ste zato, da jim odgovorite na vsako vprašanje. Točno. Najlepša hvala, da ste prišla, vse dobro želim in pa en prijeten dogodek v soboto. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej v soboto, kot ste slišali, vljudno vabljeni v Maribox, vsi tisti, ki vas bolj ali manj zanima tale tematika, povedanega bo veliko, marsikaj boste lahko spoznali, se seveda kaj novega v smislu prehranjevanja in prehranjevalnih navad naučili. Kot že rečeno, v dopoldanskih oziroma jutranjih urah, nekje med 8 in 9, Maribox, proteini.si organizator. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kajti povabili vas bomo še na dogodek, ki pa je nekoliko bolj usmerjen ali pa namenjen ženskam, ali pa tudi ne. Dobrodošli še v zadnjem delu današnje oddaje Report. Danes smo precej zanimivi, precej pestri, takšne in drugačne teme. In kot sem že napovedala, bo
tale tema, ki prihaja, mora biti nekoliko bolj namenjena ženskam ali pa tudi ne. Danes je vse mogoče na takšne in drugačne načine, tako da seveda nam prisluhnite tudi moški. In govorili bomo o šivanju, o šivalni tehniki, natančneje o dnevih šivalne tehnike, ki prihajajo v mesto Maribor. Seveda kaj več pa v naslednjih minutah z gospodom Miho Štularjem. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kot že rečeno, dnevi šivalne tehnike, pripeljali jih boste v Maribor. Kdaj se bodo dogajali in kje? Ja, zdaj, ta dogodek se bo odvijal v trgovini Svet Metraže, ki je pred kratkim odprla svoja vrata, prva vrata v Mariboru. In v tej prekrasni trgovini bo tudi ta dogodek, kjer bomo od četrtka do sobote na voljo vsem stroji vred, da lahko preizkusimo, stestiramo, predstavimo, seveda brezplačno šivalne stroje. Najmodernejše priznanih proizvajalcev, tako kot recimo Japonska, Janome, Pfaff, Nemčija in tako naprej. Torej, komu je pravzaprav dogodek namenjen oziroma ali se je potrebno prijaviti? Torej, dogodek je namenjen vsem, ki jim je skupno imenovalec šivanje oziroma vsem tistim, ki radi ustvarjajo, ki so kreativni in pa tudi tistim, ki se seveda preživljajo s temu. Imeli bomo na eni strani, kot sem že prej omenil, gospodinjske šivalne stroje, ki jih lahko testirate brezplačno, to so najmodernejši stroji, in pa na drugi strani industrijske šivalne stroje, ki so pa namenski, torej so bolj profesionalni uporabi in točno določenemu delu. Prijav ni potrebno, dogodek je na Facebooku in pa na naši spletni strani. Seveda sodelujemo z trgovino Svetom Metraže. To je bilo zelo zanimivo. Pred 5 leti smo se nekako skupaj združili. V bistvu neka taka sinergija je ratala med dvema podjetjoma, da mogoče promocijsko oziroma da še bolj spodbujamo šivanje. In oni na eni strani so velika trgovina za metražo in mi kot šivalna tehnika, šivalnimi stroji in to vse skupaj potem pripelje do ene celote, a ne? Tako. Ja. Vi torej sicer prihajate iz Kranja. Kaj pa lahko zvemo o vašem podjetju? Ja, smo v bistvu zasebno podjetje, ukvarjamo se s šivalnimi stroji že 25 let. In naša glavna dejavnost je prodaja šivalnih strojev in pa tudi vzdrževanje teh šivalnih strojev, kar je na vse zadnje zelo pomembno. Torej, zelo težko je iz police, zbravi, da kupiš stroj iz police, ti ga nobeden ne predstavi in potem ugotoviš čez par let, da to ni zate. Tako da tudi na tem dogodku, če se vrnem na prejšnjo vprašanje, je zelo fajn, recimo kupce opažamo, da pridejo že s pripravljenimi vprašanji. In potem nas kot tehnike oziroma mogoče ali pa tudi kakšen mehanik naš je zraven, ki je že v poslu več kot 25 let in jim zna zelo iskreno povedati, kjer stroj je najbolj primeren. No, in naša glavna dejavnost seveda so šivalni stroji in pa ta pripadajoča oprema, ukvarjamo se pa tudi s krojenjem pa z likanjem, sicer bolj za profesionalno uporabo. Dejala sva četrtek, petek in soboto, torej konec tega tedna. Kaj pa kaj časovno? Kdaj točno boste na razpolago? Torej, ja, četrtek od 10. ure do 19. ure in enako je tudi petek, sobota pa od 9. ure pa do 14. Torej, v tem času smo tam na razpolago vsem, ki imajo kakršenkoli vprašanje, jih srbijo prsti, da bi nekaj naredili mogoče z modernim ustrojem, tako da smo na voljo. Kaj opažate, je ponovno postalo moderno to, da se ljudje ukvarjajo s šivanjem ali pa da je več takšnih, ki za hobi uporabijo šivanje? Ja, dobro vprašanje. Ja, je vsekakor. Šivanje je trend, je v porastu. Mi opažamo, recimo, mogoče, ko smo začeli 93. leta, je bilo to malo drugače in zdaj se je to prevesilo od leta 2010 na en tak življenjski slog oziroma ta šivanje je postal zelo meditativen in hkrati
Verjamem, jaz vidim pri svoji ženi, ko imava dva mlajša doma in ko žena naredi ene begi hlače zanga, on komaj čaka drug dan, da gre v vrtec. Je pa zanimivo, seveda, včasih recimo ni bilo za dobiti lepega materijala, danes si pa recimo greš v neko metražno trgovino, tako kot zdaj v to novo, ravno danes sem bil prvič, sem si jo ogledal, neverjetno. In je toliko različnega materijala, da siguram potem te barve, ko se začnejo usklajati in nastajati izpod šivalne tačke, je en svojevrsten doživetje. Ne nazadnje smo ljudje tudi postali nekoliko zahtevnejši v tej meri, da želimo drugačne stvari, da imamo radi takšne stvari, ki se jih ne da kupiti ravno v prvi trgovini, je tako, ne? Ja, majhen smo se mi zdi, vsi skupaj smo se malo naveličali, torej te neke masovne proizvodne, enega stila. Hočemo biti seveda ustvarjalni, edinstveni in na vse zadnje mislim, da je vse se vedno, bom rekel, vse, kar sam narediš, ne glede karkoli, ali pa če že skuhaš kosilo, je v bistvu nek osebno zadovoljstvo. Mogoče samo še čisto strokovno vprašanje, šivalna tehnika, torej kakšna je danes v primerjavi z tistimi stroji včasih? Marsikdaj slišimo babice, tista stara singerca je bila pa najboljša, danes takšne več ne delajo, kako je s tem? Ja, torej šivalni stroji, torej tehnika je napredovala. Enako kot pri vseh stvarih tehničnih, recimo telefone, če gledamo, imamo pametne in tako je postalo enako pri šivalnih strojih. Torej, danes šivalen stroj je zelo udoben, enostaven, torej lahek za uporabo, zaradi tega, ker je tudi naš slog postal tak, da iščemo neko lahkotnost. To je ena stvar. Druga pa, naprimer, stara singerca, ko rečemo, je danes zelo težko bi šivala nek raztegljiv material. Ker danes so ti materiali od zelo raztegljivih do minimalno raztegljivih, do gumijastih materialov, če želite. In zdaj izbrati pravi šivalni stroj oziroma imeti šivalni stroj, ki pokriva vse te materiale, smo pa mogoče mi poklicani za to, da skrbimo, da so potem tudi, da je vsak uporabnik oziroma uporabnica zelo zadovoljna z našo storitvijo. In zdaj, danes šivalni stroj in pa včasih, ko ste me še enkrat vprašali, se ne merijo v kilogramih, ker in mislim, da danes je tehnika tako napredovala, da tista singerca ne more se ne more primerjati. Nemogoče. Ne pride nasproti. Ja. In vse to in še več o tem, se pravi, bomo lahko izvedeli konec tega tedna, četrtek, petek in soboto. Tako. Jaz se vam na tem mestu iskreno zahvaljujem za vašo družbo, za prijeten klepet in pa čim več vedoželjnih strank vam želim konec tega tedna. Vse dobro in pridite še kaj v Maribor. Hvala lepa. Toliko torej za zaključek današnje oddaje Report. Lepa hvala, drage gledalke, spoštovani gledalci, da ste bili tudi danes z nami. Jaz upam, da smo bili zanimivi. Marsikaj dobrega smo povedali. Ne pozabite, kam vse smo vas povabili in seveda ne pozabite na našo družbo ponovno prihodnji torek, kot že v navadi rečem, ob istem času na istem mestu. Do takrat pa imejte se radi in pazite nase. Srečno!